Kaloriferi so znani po raznih dramah. Od vonja po zažganem, znani so tudi kot požigalci, pirotehniki, včasih pa nas enostavno samo pustijo na cedilo in mrknejo, prenehajo delati. Ta je videl že neke svoje boljše čase. Se neki topil. Aha. Če je tole rumen, tole črno tule ne bi smel biti. In vsej verjetnosti bo kaj z štromom, s kablom. Dajmo mi to kar odpreti pa pogledati, kaj se dogaja. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Ravni vijaki. Ravni izvijač. Po vsej verjetnosti tule so 4 na vsaki strani. Tile ostali morajo držati ostale komponente, kot so stikalo, termostat, motor, podobno. Aha, tole je že kar samo šlo ven. Super, verjetno si želi biti popravljen. Kak je pa ta? Aha. Ne, to je pomembno, da se je to vzel ven, ker drugače se v hiši ne da vzeti na razen. Da vidim, kak je to narejen. To je starejško, jaz. Aha. Aha. To se je že neki šraufal. Tak bolj. Neki nažgan serviser, ampak dober. Torej, prvo bom odvil v bistvu distančnik, ki kabel dol drži in preprečuje, da bi se kabel lahko cuknil. Bi celo nekdo dal nazaj gor. Pohvalno. Svetujem telefon, da si žice, kable poslikate, preden se gre karkoli demontirati. Ta črna gre na motor, bela na lučko, rumena na termostat. Ok. Vidim, kaj so delali bocari. Ja, the best. Torej, v tem primeru, ja, je za nič kabel, lahko pa se prepričamo tudi z multimetrom. Ga nastavimo na piskača, to pomeni, da kadar je nekaj prevodno, piska. In če to zdaj pomerim, se da 1 na 1. Torej, na en vtikač. Ok, ta je prevoden. Ta pa ni. Torej, kabel je prekinjen. Tole se tudi splača vzeti dol iz starega kabla, to je tisto, kar pride potem na konec, da kabel dlje zdrži. Je še kar v redu ohranjen. Pri kablu, če ga gremo kupiti v trgovino, velja, trižilni kabel. To pomeni, da je faza, nula in ozemljitev.
Pri nekaterih malih gospodinjskih aparatih ima drugačen način ozemljitve in so potem samo 2 žice dovolj. Zdaj ta ni iz trgovine, iz enega starega po moje pralnega stroja, ampak je tako narejen, da ne morem druga narediti, kot da ga odrežem. In to bomo zdaj lepo zblankirali. To je ena taka stvar, ko so nas ateji pa dedi učili z olfa nožem z občutkom tukaj paziti na prste. Takole en del odreže oziroma narahlo zareže, ne preveč, da ne uničimo izolacije na žicah. V bistvu, da potegnemo samo zgornji del dol. Tako. Evo. Tako. Zdaj lahko spet naredimo z olfo. Če pa imamo klešče za blankiranje, pa še toliko boljše, ker se bolj enakomerno in predvsem bolj varno žice zblankirajo. Še ena stvar, če smo recimo mi prenakratko zblankirali, pa da rabimo še več materijala, se da lepo kabel na površino in se narahlo zareže po dolgem. Še malo. Boljše, da se večkrat potegne, ko pa da se v prvo preveč zareže, ker je treba potem cel postopek ponoviti. Evo, tako. Ne, pa imamo avtomatsko več prostora za obdelovanje. Še ena stvar, ki se za male denarce dobi v trgovinah, so takele spojke, ki so na eni strani zaprte in so povsem varne za take vrste popravil. Dobijo se v večjih velikostih, takole se posamezno vzamejo v stran. Zdaj, če rabimo 2 naenkrat, lahko tudi kar 2 naenkrat takole odlomimo. V redu. Nič ni s tem narobe, če ugotovite, da ozemljitve ne potrebujete. Jih bomo samo dol zaprli, torej bomo naredili mrtvo. Tako. Evo, in lepo pospravljena. In ni čisto nič narobe, če ostane noter. Zdaj, ta je star kabel in je faza obarvana z črno žico. Ta je malo novejši in je faza že obarvana z rjavo žico. 0 pa je vedno modra, torej odvodna. Tako. Zdaj tukaj, kolikor sem gledal, se pravim, včasih se zna zgoditi, če ste si poslikali, se ve, aha, če je prej bila črna, bo zdaj faza rjava in se v istem vrstnem redu zveže. Načeloma pa tukaj gledam, da je narejeno takole. Da pride preko termostata do, oziroma preko lučke, da tole vidim, lažem, Siniša, vse je v redu, torej damo 0, motor skupaj, tako, lahko si še malo več materijala odrežemo. Postavi se, torej tole je zdaj tako malo vaje. Tudi nič ni narobe, ko če prvič menjujete kabel, dajte malo povaditi. Pomembno je, da se, če je več žic naenkrat sklenjenih, da so te dobro takole prvo malo zvite, skupaj, da jih zvijemo skupaj in potem vse skupaj nastavimo na spojko. In med tem, sem zato pravim, malo vaje, se to drži, torej da se žice v bistvu skozi tiščijo noter, medtem ko se zadevca zategne, da bo potem to držalo.
To se še takle proba. To mora držati, obvezno. Če pade ven, nič narobe, ponoviti postopek, dokler vse skupaj ni fiksirano tako, kot mora biti. Tako. In še vhodno. Zvežemo skupaj. Zato pravim, telefon, slikati, to vam je najboljše. Tako, torej ozemljitve ne rabimo. Tako, to je zmontirano. Zdaj pa lepo vrnemo pozicijo kabla nazaj. In potem stisnemo vse skupaj. To bo dal pa to noter, Siniša. No, vidite, to se pa zgodi. To je čist nekaj normalnega in nič jeziti. Žice nazaj odpreti. Tako. To so take lekcije, zaradi katerih pa se ne splača izgubljati živcev. Polagam na srce. O glavnem. Janezek ponovi vajo. Bravo. Lekcija naučena. Kabel se vrne v pozicijo. Evo. Pri teh starejših plastikah vseeno z občutkom zategnemo stvari nazaj, zaradi krhkosti materialov. Zdaj, če ga imamo že narazen, ni nič narobe, če ga še malo spihamo, posesamo. In vse skupaj vrnemo nazaj. Aha, to je pa počen, zato se vidi. V redu. Vrnemo nastavitev termostata in stikalo za nastavitev jakosti v prvotno pozicijo. Tako. Evo, bomo probali, itak da bomo. Mrzla, topla in dela. In to je vse, kar je treba vedeti pri menjavi kabla na kaloriferju. Da se menja kabel na kaloriferju, sem potreboval torej en izvijač za odvijačenje demontažo ohišja, odvisno od kaloriferja, ki je v gospodinjstvu, klešče, potem klešče za blankiranje, olfa nož, multimeter, da sem lahko preveril, a je res kabel ali ne. Potem tele spojke, zaprte spojke za varno menjavo kabla in pa kabel.
če tudi nam ga je kjera druga mašina darovala. To je to. Naslednjič, ko bo kalorifer spet naredil kakko dramo ali pa bo enostavno razpustil na cedilo, se spomnite, da se da lahko sam kabel zamenjati. In to je to. Itak, da se da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.